Pred nami je še zadnji zaključni intervju v sklopu projekta Evropske noči raziskovalcev Humanistika to si ti, kjer raziskujemo temo človek-žival. Torej sobivanje človeka in živali v različnih časih in v različnih kontekstih. V skoraj 2 letih je projekt zrasel v veliko mrežo partnerjev, ki prihajajo z mnogih članic Univerze v Ljubljani, številnih drugih znanstvenih in neznanstvenih inštitucij, srednjih in osnovnih šol. Raziskovalna tema človek-žival se je dotaknila mnogih in pokazala, kako pomembno je vključevati znanost in raziskovalno delo v življenje slehernika. Za velikim evropskim projektom, ki ga pod okriljem Univerze v Ljubljani koordinira Filozofska fakulteta, pa so tudi veliki ljudje, ki takšno koordinacijo omogočajo, osmislijo in bogatijo. Naša današnja gosta sta tesno vpeta v projekt Evropske noči raziskovalcev Humanistika to si ti. Z nami je namreč vodja projekta dr. Sašo Jerše in vodja Znanstveno-raziskovalnega inštituta Filozofske fakultete magistrica Darinka Ika Bartol. Pozdravljena. Prav je, da nekoliko spregovorimo o njiju in ju na kratko predstavimo. Dr. Sašo Jerše je profesor za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka in kulturno zgodovino na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je prodekan Filozofske fakultete za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij. Velik del svoje znanstvene poti je preživel in še preživi na avstrijskih in nemških univerzah, denimo v Gradcu, v Bonnu, Berlinu, na Dunaju. Njegov opus se morda zdi droben, a mimo njegovih del proučevalci zgodovine poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka menda le ne morejo. Ukvarja se v prvi vrsti s politično zgodovino in zgodovino političnih idej. Piše o kulturni zgodovini diplomacije 16. stoletja, kmečkih uporih, oblasti, smislu in nesmislu. Nedavno sta izšli njegovi monografiji Sociodiceja predmoderne, ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku ter Angelus Novus, o sedanji preteklosti, prihodnosti. V njiju kot zgodovinar išče bodisi razloge za streznitev sedanjosti in navdih za prihodnost ali pa predoči zgodovinarjevo sluteno, nehoteno prihodnost s sedanjostjo. In potem bi predstavila še vodjo Znanstveno-raziskovalnega inštituta. Gospa Darinka Ika Bartol je magistrica upravnih ved in večletna vodja strokovne službe Znanstveno-raziskovalnega inštituta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kar pomeni, da je glavna podpora vodstvu fakultete pri načrtovanju in izvajanju nalog s področja znanstveno-raziskovalnega dela. Administrativno in finančno, zlasti pa uspešno je vodila domače in evropske projekte, skrbela za pripravo finančnih načrtov in poročil za področje raziskovalne dejavnosti za Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Slovenije. Njene pretekle izkušnje v uspešnih slovenskih podjetjih in državnem svetu so zagotovo pripomogle k temu, da se je Znanstveno-raziskovalni inštitut Filozofske fakultete razvil eno izmed največjih raziskovalnih organizacij v Sloveniji in lahko se pohvalimo v največjo raziskovalno organizacijo na področjih humanistike in družboslovja. In Znanstveno-raziskovalni inštitut, to je tudi moje prvo vprašanje, kaj nam lahko poveste, kako je nastal, kakšno tradicijo ima, kaj ga zanima, s kom in s čim se ukvarja? Pozdravljeni, me veseli, da se danes lahko okrog projekta Evropska noč raziskovalcev pogovorimo tudi o znanstvenem inštitutu, ki ima seveda ključno vlogo, da je projekt Evropska noč raziskovalcev sploh nastal. Seveda, če ne bi bilo Znanstveno-raziskovalnega inštituta, ne bi bilo tudi projekta. Znanstveno-raziskovalni inštitut je nastal pred 44 leti, torej ima že dolgo tradicijo, tudi pri izvajanju projektov Evropske noči raziskovalcev v preteklosti. Torej, nastal je 8. marca 1979. leta. Pobudniki ustanovitve pa so bili takratni profesorji, med njimi profesor Nace Šumi, profesor Vjekoslav Kremenšek, profesorica Ana Kranjc, profesorica Breda Pogorelec,
profesorica Tatjana Bregant in profesor Jože Koruza. Takrat, kakšne so bile pravzaprav okoliščine, da je inštitut nastal? Nastanek inštituta so po eni strani narekovale zunanje okoliščine, to je v teh letih 70-ih ustanovitev Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki je imela nalogo narediti oziroma pripraviti celovit raziskovalni nacionalni program, temeljni. In je želela združiti posamezne raziskave, prej so se financirale raziskave samo individualno s posameznimi pogodbami, nameravala združiti te raziskave v tak disciplinarne programe. Seveda je to povzročilo, oziroma je bila to tudi spodbuda Filozofski fakulteti in snovalcem nastanka inštituta, da so pričeli razmišljati o tem, da je treba tudi na Filozofski fakulteti pripraviti nek obsežen, celovit kulturološki program in vključiti vse discipline in vede, ki so zelo pomembne za nacionalno in narodno identiteto in jih pač tako predstaviti tudi javnosti in tako zagotoviti nek celovit obravnavo vseh disciplin v okviru znanstveno-raziskovalnega dela. Tako da je v začetku 80-ih let je bil ta program uspešno tudi prijavljen in odobren in to je nekako tudi začetek znanstveno-raziskovalnega, takrat znanstvenega inštituta. Takrat se je kot strokovna služba, nekako dejavnost znanstvenega inštituta začela kot dejavnost strokovne službe. Se pravi, tale ZIF, kot mu pravimo na Filozofski fakulteti, ima že več kot 40-letno tradicijo. Vi ste sedaj kot prodekan močno vpeti v delovanje tega inštituta. Kaj pomeni ta vpetost? Kako je voditi projekte, kako je koordinirati projekte, kako je sodelovati z inštitutom? Je to zahtevna naloga? Nedavno me je na stopnišču srečal en kolega in rekel, no, gospod prodekan, kako ste, kaj, verjetno imate veliko dela. Rekel, pa kar imamo, ne? Rekel, no, ampak v primerjavi z prodekanjo za gospodarstvo ste vi verjetno bolj minister za kulturo. S čimer je mislil, da pač verjetno jaz nimam kaj posebej, niti posebnega vpliva, niti posebnega zahtevnega dela. Torej, pa ima prav, ne? Torej, v tem smislu, da biti prodekan za znanost je ena taki veliki inštituciji, kot je Filozofska fakulteta, to je približno 400 raziskovalcev, več kot 150 čistih raziskovalcev, pa profesori, ki so obenem raziskovalci. To je v bistvu en minister za kulturo, v smislu, da si torej pristojen za kulturo komunikacije. Ker tukaj je ena cela vrsta deležnikov, tukaj so raziskovalci s svojimi interesi, svojimi idejami, svojimi zahtevami, svojimi pričakovanji. Tukaj so potem strokovne službe, ki so podpora raziskovalcev, obene so pa varuhi zakonitosti postopkov, po katerih mora znanost, morajo projekti slediti, teči. Potem imate financerje, ki imajo svoje zahteve. Imate rektorat, ki ima svoje interese. Imamo zakonodajo. Zdaj v zadnjih 2 letih smo se veliko ukvarjali, je bil 21, ne mislim, da je januarja 21 je vstopil v veljavo novi zakon, ki je povsem predrugačil ali pa je vzpostavil neko novo raziskovalno pokrajino in v tej novi raziskovalni pokrajini smo se morali tudi mi na novo pozicionirati. In torej naloga prodekana je to, da te različne deležnike, te različne akterje drži skupaj in da seveda tisto, kar da ustvarjaš ali pa skušaš ustvarjati, kar najboljše pogoje za znanstveno raziskovalno delo. Hvala Bogu, je to danes lažje, kot je bilo v preteklosti, kajti živimo v času debelih krav. Denarja je zelo veliko,
in ga je treba pravzaprav samo znati razporediti, znati pobrati in ga seveda dobro plasirati, ne, in ga znati dobro porabiti in smiselno porabiti. In imamo zelo kompetentne, tukaj ste me vprašali, kako je sodelovati z ZIF-om. Mislim, da je to eno zelo čudovito, saj jaz mislim, da je tako, da mi dva ali pa z vsemi sodelavkami, se na ZIF-u je zaposlenih 7 ljudi, skupaj z koordinatoricama za Evropsko noč 9-10 ljudi, pravzaprav. Če še zraven štejem, smo taka... Nemci bi rekli die Elf. Kako? Die Mannschaft. Die Mannschaft, Die Mannschaft, ja. Torej smo ena dobra Mannschaft in mislim, da je zelo dobro sodelovati, mislim, da se zelo hitro in zelo dobro domenimo, kaj je prav in kaj je treba narediti in kaj je tisto, kar je torej v našem interesu. Ne, in mislim, da to pač ne moram dovolj poudariti, torej je vzpostavljati najboljše pogoje za raziskovalce, pogoje seveda, ki pa morajo, torej pogoje ali pa status raziskovalca narediti kar najbolj prijeten, kar najbolj lahkoten, seveda pa ta status mora biti umeščen v nek realen svet, ki ima svoje zahteve, ki ima svoje pričakovanja in ki ima svoje zakonitosti. Tako da, torej živimo v času, torej imamo veliko denarja, imamo kompetentne službe in kar pa se mi zdi pa od vsega še najbolj pomembno, slovenska znanost zdaj poka od idej in kreativnosti. In to velja tudi za humanistiko, ki se je vedno nekako podcenjevalo, ali tudi danes se je ne več, jaz mislim, ali pa trdim, ne, da je slovenska humanistika v najboljši formi, da imamo krasne raziskovalce, odlične raziskovalce in da pokajo od idej. In tako da je pravzaprav to eno veselje pravzaprav. To je zelo lepo slišati. Omenili ste, da imamo 140 čistih raziskovalcev in potem še drugih raziskovalcev. To pomeni, da poka tudi od projektov, kajti ti raziskovalci morajo biti vključeni v projekte. Koliko pa je, na primer, aktualnih projektov, ki zdaj potekajo pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega inštituta? Ja, trenutno poteka pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega inštituta 248 projektov in pogodb. To so tudi pogodbe, ki niso čisti raziskovalni projekti, ampak so razne ekspertize, ki jih pripravljajo naši raziskovalci za trg. Se pravi, teh je 248, izvaja jih 400 raziskovalcev in smo v letu 2022 realizirali 7 milijonov 888 tisoč prihodkov. To je res zelo lepa novica in to res kaže na to, kar ste povedali prej, da humanistika ima svoje mesto v slovenski znanosti. Absolutno. Je tudi pripoznano in cenjeno in zelo pomembno mesto. Tudi raziskovalci so tudi uspešni, mislim, prejemajo priznanja in zdaj spet nagrade. Toliko projektov, ki potekajo, zahteva verjetno ljudi, ki imajo določene veščine, neke menedžerske sposobnosti. Kako pomembno je to pri takih projektih? Oba sta vpeta v to zelo. Kako je to pomembno? Če jaz recimo povem to z vidika administrativno-tehničnega upravljanja projektov in menedžmenta, moram reči, da se tudi na nivoju Evropske unije veliko govori o poklicu menedžerja. Takega profila ni in se za tak profil ne izobražuje. To dobi pač človek z izkušnjami in seveda z nekimi izobraževanji in z pregledom ali pa z dobrih praks znotraj Evrope. Imamo študijske programe, ne pri nas, ampak v tujini, recimo v Linzu je en tak velik program za kulturmanagement, za management v kulturi. Pri nas je samo management. Ampak za management v znanosti pa nimamo. Pa nimamo. Govori se zadnje čase veliko, tudi da lahko služba upravlja svoje naloge, seveda mora spremljati novosti na področju, finančne sheme, pravila in seveda način upravljanja tudi na drugih inštitucijah, v drugih državah.
in s tem ugotavljanjem dobre prakse smo mi lahko rečemo, da smo tudi na nekem nivoju, ne zaostajamo za državami, ki so mogoče imajo večjo tradicijo in upravljajo mogoče tudi z večjimi projekti kot jih Filozofska fakulteta. Ampak vseeno se vrtijo neke ogromne številke, tukaj v denarju govorimo, še večje se bodo vrtele, če verjamemo prodekanu, da smo v času debelih krav, torej denar prihaja. Velik financer seveda tukaj je Evropska unija, zlasti pri našem projektu Evropska noč raziskovalcev humanistika, to so ti. Zakaj menite, da je Evropska unija tako navdušena nad takimi projekti? Kaj jo navdihuje, kaj želi doseči, zakaj to počne? Evropska unija je imela za cilj, to je že z ustanovitvijo prvega okvirnega programa, to je v 80-ih letih, oblikovati ali pa ustanoviti enotni raziskovalni evropski prostor. Zato je s financiranjem v okviru okvirnih programov omogočila državam, članicam, da nekako izvajajo znanstveno-raziskovalno delo na način recimo projektov sodelovanja in pa z graditvijo karier raziskovalcev. S tem bi postal evropski raziskovalni prostor odličen in bi lahko konkuriral pač ostalim v svetu. Takrat, ko so pač okvirne programe nekako načrtovali in jih tudi preoblikovali, zdaj se okvirni programi namenjeno izvajanju politik Evropske unije, konkurirati Združenim državam Amerike, potem azijskim državam in Indiji, ki se hitro razvijajo. In Evropa ne sme ostati zadaj. In z oblikovanjem tega enotnega raziskovalnega evropskega prostora in seveda z vlaganjem v odličnost raziskovalcev in seveda odličnost raziskovalnih rezultatov lahko stopijo ob bok drugim v svetu, tudi, ki so včasih namenili več sredstev za raziskovalno. Pri nas je pa glavni financer za znanstveno raziskovalno delo država, kaj ne? Ja. Agencija za raziskovalno dejavnost, ki upravlja z financami, ki jih dobi iz proračuna in ki to distribuira na raziskovalne organizacije. Tukaj govorimo o letu debelih krav? Kako? A tudi tukaj lahko govorimo o takem velikem... To je ta debela krava. Trenutno je. Trenutno, bolj kot evropska. Ja, evropska pa, če lahko vskočim, da še to pomembnost in zakaj navdušenje Evropske unije nad takimi projekti. Projekt Evropska noč raziskovalcev ni raziskovalni projekt. To je projekt komuniciranja in seveda popularizacija znanosti. Tako, ozaveščanja o pomembnosti znanosti in pa seveda tudi pomembnosti Evropske unije in njenih inštitucij, za to, da spodbujajo in raziskovalno delo. Za 6. okvirni program je Evropska unija namenila 17,5 milijarde sredstev, za obzorje 2020 že 50 milijard, za obzorje Evropa pa 80 milijard sredstev. Tako da se tukaj tudi vidi, koliko je za Evropsko unijo pomembno, ker zgleda, da so rezultati in feedback že prihaja in zato lahko taka rast. To so pa samo podporne dejavnosti, v okviru Marie Sklodowska-Curie akcij poteka noč raziskovalcev, ki seveda ozavešča, informira o politikah, ozavešča o pomembnosti poklica raziskovalcev, pomembnosti raziskav in pomembnosti rezultatov raziskav za izboljševanje življenja. Je pa treba ob tem reči, da projekt Evropska noč raziskovalcev humanistika, to si ti,
ki so ga zasnovali torej sem ta projekt kot vodja samo podedoval, drugače so ga zasnovali že leta 2009 v ZIF-u, v naši projektni pisarni, da je to edini pravzaprav projekt v okviru te Evropske noči raziskovalcev, ki ima v fokusu humanistiko. Govorimo seveda o nekih 300 ali več projektih. Drugače čez 365 takih projektov. In ta je edini, ki daje v ospredje humanistiko. Ki je v izhodišču humanističen. Čeprav moja teza je, da so pravzaprav vse znanosti humanistične. To je najlepša teza tez. Vse znanosti izhajajo iz človeka, iz človekovega zanimanja, v vseh znanosti, pa naj se vse v znanosti vendarle pa naj se ukvarja z matičnimi celnicami ali pa z, ne vem, z zakonskimi zvezami, se ukvarja s človekom in je v funkciji človek. No in nam je uspelo v teh letih v ta izvorno-humanistični projekt privabiti k sodelovanju tudi naravoslovne znanosti. Vsega skupaj mislim, da je 70 aktivnosti letos. Od tega je približno polovica humanističnih, družboslovnih in potem naravoslovnih. V tem našem projektu sodelujejo biologi, kemiki, farmacevti, torej cela vrsta profilov ali pa znanstvenikov, ki jih po neki klasični standardni razporeditvi ne bi šteli med humanistike, in vendar so se našli. So se našli v tem našemu vabilu. Tako da to je ena posebnost, pa ena kvaliteta, na katero smo, mislim, da zelo ponosni. In s katero vsakeč znova potem prepričamo zaenkrat Evropo. Tudi naše partnerje iz drugih članic, zaenkrat, ja. Čeprav mogoče, tako kot je rekel prodekan, z majčkeno obrnjeno logiko Evropske unije, ki je v okvirnem programu Obzorje 2020 družbene vede izključila kot samostojno področje in jih je vključila čisto vsa druga. Vi ste omenili ste, da je v humanistiki so vsi. Evropska unija pravi, da je pa humanistika v vseh ostalih. Humanistika je na svetu zato, da daje kontra oblasti, tudi Evropski uniji. In mi držimo to kontra zelo uspešno in prepričljivo. Tako da je še oblast pred nami pokleknila. Odlično. Druga stvar, katero bi rekel, da te velike vsote, ki jih zdaj in naša država in Evropska unija namenja za znanost, ne smejo presenečati, tudi ne smejo biti posebej hvaležni. To je nekaj, kar pravzaprav je nujno. Se znanost je okrog vseh nas, naši pametni telefoni, naše, ne vem, leče, torej vse je produkt ali pa rezultat nekega znanstvenega, seveda je tudi dizajn, pa je umetnost in tako naprej, ampak vse je plod nekih raziskav, nekega velikega raziskovalnega inputa in tudi v obizzivih, ki so pred nami, od klimatskih razmer, pa digitalne dobe, pa umetne inteligence, pa prehrambenih, pa težav s prehrano, ki se obetajo, pa bolezni, je znanost naše edino upanje. Pa vera v Boga, če ga imate. Ampak drugače pa znanost tisto, na kar nas bo na kar se lahko edino zanašamo. Znanosti na nobenem področju brez človeka ni. Tako. Vedno gre za njegov odnos do materije ali pa do živega. In človek brez znanosti pravzaprav ne more preživeti. Tudi ne more biti človek. In tudi ne more biti zares človek. Tako. Zdaj, da zaključimo z našim projektom, to je Evropska noč raziskovalcev humanistike, to se ti in predvsem z našo temo človek, žival in sobivanje človeka in živali, kako drug na drugega vplivata. Kako bi doslej ocenili, kako uspešni smo bili v tem projektu? Projekt poteka le že skoraj 2 leti, septembra, zadnji petek v septembru se bo zaključil pred magistratom, pred Ljubljansko mestno hišo. Kakšna so vaša spoznanja, mogoče razočaranja, veselja, navdušenja? Kaj vse smo v tem času že dosegli?
Mogoče lahko nekaj izpostavite, nekaj stvari, ki so v nebo vpijoče. Tako kot je prodekan že omenil, v tem projektu se tako kot v vseh ostalih prej, če rečem, prizadevamo ali pa vlagamo vse svojo energijo v to, da bi ozaveščali, da bi predstavili, kako so raziskave in znanost pomembna za človeka. Sploh v času zdajšnjih sprememb, bili smo priča tudi tem epidemijam, dvomu ljudi in javnosti v znanost. Ker se je preveč odmaknila od ljudi. Zato, ker se s popularizacijo tudi medijev in nestrokovnim razlaganjem nekih izsledkov znanstvenih ali pa nekih problemov, so ljudje iskali informacije drugje in mislim, da se je naredilo s tem veliko škode. O tem, da je edini kompetenten za razlago in pa za raziskovanje nekdo, ki je za to usposobljen, zato je pač, mislim, to največja ugotovitev in to predstaviti. Seveda, in to seveda se je predstavilo že najmlajšim. Tako, zdaj to nekako je tudi nek cilj Evropske unije, naslavljati mlade. Mlade, ker ti so tisti, ki prevzemajo neke ponotranjijo, neke vzorce, družbene in pa odnos do sveta tudi. In to je najpomembnejše. Torej, mislim, da ta projekt, mislim, da ni treba... Je večji, kot ste si predstavljali, da bo na začetku? Torej, absolutno je večji in tudi pravzaprav bolj navdušujoč, kot bi si človek mislil. Tukaj se je, v eni priliki rekel, in še zmeraj verjamem, da je en čudež, da se zbere eno tako število, več kot 200 ljudi je sodelovalo pri tem projektu, da se zberejo in iz svoje dobre volje, izključno iz svoje dobre volje, stopijo na ulice, odprejo vrata svojih inštitutov, grejo v šole in prezentirajo te svoje raziskave in da se vse to nekako poveže. To se mi zdi enostavno fascinantno. Torej, ta rezonanca tega projekta je bila zelo velika, recepcija se mi zdi zelo lepa. Intervjuji, ki ste jih delali vi, pa Blažka Müller, so posebej dragoceni. To je tudi nekaj, kar bo ostalo, na kar se bo lahko referirale profesorice v srednjih šolah ali pa na gimnazijah in tako naprej. Skratka, torej tisto, kar pa ostaja velik izziv, je pa kako to znanost predstaviti najmlajšim ali pa res najmlajšim, tej generaciji, ki šele odrašča in ki je lahka tarča, ki je lahka tarča raznim informacijam, ki so manipulativne. Ki so lahko manipulativne. Znanost je pa na svetu zato, da te manipulacije zlomi in da ljudi strezni. Zdaj, ta generacija teh mladih, najmlajših je pa generacija, ki živi s svojimi komunikacijskimi kanali, do katerih v svojih mehurčkih. Ki živijo v svojih socialnih mehurčkih, ki funkcionirajo po svojih komunikacijskih kanalih, ki jih mi ne obvladamo. In bo to eden velikih izzivov. In to bo eden velikih izzivov, kako nagovoriti, kako usvojiti njihov environment, njihova okolja in njihov način komunikacije. Ker se pravi, nastaja vsaka generacija je svoje vrste. Mislim pa, da je razkorak med posameznimi generacijami vedno večji.
ker z tem razantnim razvojem tehnike prejšnja generacija ne dohaja več druge, torej popolnoma se tudi lahko odtujita. Tako da to bo, ne samo za naš projekt, tudi sicer za komunikacijo znanosti, bo to en največjih izzivov. Največjih izzivov. Največjih PR izzivov. Ja, točno to je en velik izziv, ki nam ostaja še iz prejšnjih noči raziskovalcev, to je kako komunicirati znanost. Kako komunicirati, kako mora znanost splošno javnost obravnavati kot kompetentno. Zato, tudi ne sme biti podcenjujoča. Tako, kar je bilo v preteklosti pogosto. Zlasti pa ti ne smeš biti, zato ker to pomeni, da nekaj narobe s tabo. Ker je odnos znanosti tudi diskutabilen. Ti moraš biti odprt, diskusiven. Tako, ker odnos znanosti do splošne javnosti je tak, sej itak ne razumejo. Se itak ne bojo razumeli. Tako da to moramo pa, to je pa naša naloga in izziv, kako raziskovalce usposobiti, da bodo znali komunicirati ljudi, ki sicer ne bi razumeli javnosti, ker danes javnosti ne moreš več izključiti. Torej, poslušajte, ne samo, da nisi podcenjujoč, kako mora biti tudi ti, v tej noči raziskovalcev je bil vsaj zame, eden najlepših trenutkov, ko se en veterinar popeljal naše obiskovalce po Narodni galeriji. In jim veterinar razlagal umetnost. Napake v poslikavah, svojega stališča, njegovo dojemanje. Umetnosti skozi oči veterinarja. Kako je vse humanistika, kako se te različne poetike, različna spoznanja, različni pogledi lahko lepo povežejo in je bilo razumljivo vsakomur. In tako mora biti. In tako lahko je. Tako lahko je, če so ljudje pristni, iskreni in se pripravljeni se pogovarjati. Kar pa je z drugo besedo za humanost. Za biti človek. Prej sem povedala, da se bo ta projekt seveda septembra zaključil. Kakšni so pa potem izzivi za naprej? Ali se obeta še kakšen projekt za Evropsko noč raziskovalcev? Kakšne teme se nam obetajo? Ste morda o tem že kaj razmišljali? Začeli seveda kar intenzivno razmišljati, kako zanimivo oblikovati projekt in nasloviti neke prave teme, ki so aktualne in ki seveda bodo projekt naredile zanimiv in seveda tak, da bodo rezultati dosegli svoj cilj. To se pravi spet doseči mlade ljudi s tem, z nekimi vsebinami, ki so aktualne. Kakšna pa se nam obeta vsebina? Ali je to skrivnost? Ni nasprotno, to bi rad znano vsemu svetu. Namreč, Urbi et orbi. Kako? Urbi et orbi. Urbi et orbi, tako. Urbi et orbi bi rad povedal, da je, zdaj mu upam, da bo naša prijava uspešna, ampak se je pravzaprav samo logično in naravno nadaljevanje. Zdaj, krovna tema aktualnega projekta, ki se zdaj izteka, je človek žival. V časih, kakršni živimo, je pa se mi zdi samo naravno, da je naša nova tema človek in umetna inteligenca. Odlično. Mlade zelo naslavlja. Mlade naslavlja. Mlado in staro. Super, jaz bi potem s tem lepim pogledom v prihodnost, ki upam, da ne bo uničil humanosti, zaključila naš pogovor, torej previdno s tem in veliko sreče pri razpisu. Hvala lepa. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala lepa.